Združevanje znanosti s šalami uspeva matematiku in stand-up komiku Urošu Kuzmanu. Vključujejo noter tudi prigode, ki se mi zgodijo pri poučevanju matematike in ki so blizu vsakmu od nas. Se pravi, ja, očitno se da tudi kot učitelj biti zanimiv, zabaven. Pogosto slišimo tudi, da Ta teden potekajo 32. dnevi Jožefa Štefana. Okrogle mize in predavanja raziskovalcev iz tujine in Slovenije so privabile številne obiskovalce. Največ ljudi pričakujejo jutri, ko bo na Inštitutu Jožefa Štefana dan odprti urad. Ali je znanost lahko zabavna, je bila tema okrogle mize, ki jo je obiskala Darja Zuba. znanstveniki so za širšo množico pogosto nerazumljivi in znanost razložiti nekemu povprečnemu človeku je pogosto prava umetnost za raziskovalce. Znanstveniki se že nekako zavedajo tega, ampak se mi zdi, da nimajo dovolj podpore. Bodi si od zunaj, bodi si od znotraj svoje inštitucije, da bi se bolj posvetili temu in kako bi jaz to komuniciral. Bi lahko znanost predstavljali s kančkom humorja. Je možno, seveda je možno, ampak je pa tu nekaj potrebnega, nekaj truda, da neke stvari, ko splošni javnosti niso razumljive, da jih je pač poveš tako po domače. Združevanje znanosti s šalami uspeva matematiku in stand-up komiku Urošu Kuzmanu. Vključujejo noter tudi prigode, ki se mi zgodijo pri poučevanju matematike in ki so blizu vsakmu od nas. Se pravi, ja, očitno se da tudi kot učitelj biti zanimiv, zabaven. Pogosto slišimo tudi, da bi znanost morali ljudem razlagati tako, da bi jo razumeli tudi otroci. Načeloma je tako, če dovolj dobro razumeš, je idealno, da znaš na tako enostaven način razložiti, da razume absolutno vsak, vključno z otroci. In prav zato, da bi znanost približali javnosti, vsako leto potekajo taki in podobni dogodki na dnevih Jožefa Štefana. Pritegniti mladež in jim razložiti, da ni samo pomembna uporaba vse tehnologije, treba je nekaj narediti tudi pri tem, da bomo mi tisti, ki bomo novo tehnologijo razvijali. In čeprav znanosti pogosto ne razumemo, se je potrebno zavedati, da bi bile brez nje številne stvari neodkrite in nepoznane. Poglejmo še. Združevanje znanosti s šalami uspeva matematiku in stand-up komiku Urošu Kuzmanu. Vključujejo noter tudi prigode, ki se mi zgodijo pri poučevanju matematike in ki so blizu vsakmu od nas. Se pravi, ja, očitno se da tudi kot učitelj biti zanimiv, zabaven. Pogosto slišimo tudi, da